Čemu vse pa v bistvu služi Luka Koper? Pristanišče rabimo zato, da tisti tovor, tiste dobrine, ki jih pri nas nimamo in pridejo od drugje in jih običajno z drugih koncev sveta pripeljejo ladje, tukaj pretovorimo na kopno, potem pa po cesti ali pa železnici potuje naprej. Od kod pa prihajajo ladje? Ladje pa res pridejo iz celega sveta. Kakšen tovor pa pretovarjate? Razen nafte v Luki Koper delamo čisto vse. Kako velika pa je Luka Koper? V vseh teh več kot 60 letih se je res razširila in se je zelo razvila. Danes je recimo velika že 280 hektarov, to je približno za enih 370 velikih nogometnih igrišč. Koliko ladij pa približno na leto pristane tukaj? Številka sicer malo se poveča, pa malo pomanjša, ampak recimo 2000 je kar ta prava številka. A vi pregledate vsak kontejner? Ne, treba je vedeti, da Luka Koper ni lastnica tovora, zato tudi ne smemo tovora noter recimo pregledovati. Kontejner pa lahko odpre carina, ki je tukaj v Luki zato, da pogleda, če je noter res tisto, kar piše, da je ladjar pripeljal. Lahko ga odprejo, imajo tudi poseben rentgen, da skozi ta rentgen kontejnerski tovornjak zapelje in pogledajo, kaj je noter, če je kaj sumljivega. Recimo ga odprejo, pogledajo, če so kakšni ponaredki noter, mi pa tega ne smemo odpirati sami. Kaj vse pa zdaj tukaj vidimo? Luka Koper ima sicer 3 bazene, rečemo. Tole je prvi bazen, tukaj je voda najbolj plitva, je 15 metrov. Tisto, kar pa gledamo na drugi strani, je pa prvi pomol. To je v bistvu kontejnerski terminal, v bistvu se vse uporablja samo za pretovor kontejnerjev. Tele veliki beli stroji, to so pa kontejnerska obalna dvigala. A je ta ladja pripeljala avtomobile? Ja. Tole je tipična ladja za prevoz avtomobilov, mi rečemo roro ladja, zato ker ima tako rampo oziroma tak most, ki ga spusti in potem se lahko vas tovor, ki je na kolesih, to ni nujno, da so samo avtomobili, voz gor ali pa dol, odvisno kam pretovarjamo. Kaj pa tiste ladje, ko jih tam vidimo parkirane? Temu rečemo, da ladje čakajo na sidru, mi rečemo. Ob tem čakajo, da jih v bistvu pokličemo, da jim damo navodilo, potem grejo pa po njih vlačilci, pilot se vkrca gor in potem pripelje na tisto mesto, kjer pač bomo tovor pretovarjali. Kdo pa je to pilot? Piloti so kapitani dolge plovbe, se pravi tisti, ki imajo dolga leta izkušenj z plovbo na čezoceanskih ladjah, se vkrca gor na ladjo, preden pride v pristanišče in potem kapitanu pomaga, da varno pripluje noter na privezno mesto. A to, kar tukaj vidimo, so vlačilci? To so vlačilci, ja. To so v bistvu nepogrešljiva plovila vsakega pristanišča, zaradi tega, ker grejo iskati ven ladjo in jo potem z močnimi vrvmi pripeljejo noter v Luko Koper. A velike tovorne ladje ne morejo brez vlačilca priti v Luko? Ne morejo priti same, celo imajo predpisano, koliko vlačilcev ima vsaka ladja, glede na to, koliko je velika in težka. So pa to zelo močna plovila in jo lahko v bistvu s temi vrvmi potem tudi varno pripeljejo noter na privezno mesto. Kjer tovor je pa najtežje raztovarjati? Če bi vprašali moje sodelavce v Luki Koper, bi verjetno vsak rekel, da njegov. V resnici je pa na to vprašanje težko odgovoriti. Recimo avtomobile je zelo težko pretovarjati, poleti, ko je zelo vroče zunaj, pa se morajo vozniki usesti v vsak avto posebej, ki je že tako še bolj vroče noter, ali pa recimo oni delajo tudi, ko dežuje. Po drugi strani pa recimo so kontejnerski terminal, fantje sedijo gor na 40 metrih in pod sabo gledajo v ladjo noter ali pa pod dvigalom, pa tudi tam je težko, tam so spet druge specifike dela. Ali tovor, ki ga dobite tukaj, ostane tukaj ali gre takoj naprej v trgovine? Čisto odvisno. Načeloma je fajn, da tovor čim prej, ko pride v Luko, da se tukaj tudi čim manj zadržuje. Je pa odvisno, kakšen tovor je pa tukaj namenoma dalj časa. Recimo banane, ki jih pripeljejo k nam, so čist zelene, pridejo v Luko, potem jih pa mi damo v posebne komore, take hladilnice in noter takrat, ko je treba, da te banane pridejo v trgovino, na trgovinske police, jih tukaj mi dozorimo, zato da so lepe, rumene, sveže in potem grejo ven. Zakaj pa rabimo čelade? Zato, ker stojimo pod visokimi dvigali, ki so tam nekje več kot 100 metrov visoki, če so stegneni in če bi slučajno kakšna majhna stvar od tam dol padla, moramo zaradi varnosti imeti čelade. Varnost na prvem mestu, vse imamo tudi odsevnike, posebna oblačila, tisti, ki delajo tukaj, čelade pa obvezno. Koliko so veliki te kontejnerji? Kontejnerji so načeloma standardne velikosti, zato da jih lahko v vseh pristaniščih pretovarjamo z enakimi stroji. To je približno 12 ali pa ta manjši 6 metrov. A so te kontejnerji zdaj prišli v Luko Koper ali zdaj grejo iz Luke Koper?
Ja, to, kar gledamo, to je skladišče kontejnerjev. Tako da tukaj so kontejnerji, ki so že prišli in čakajo, da bojo šli naprej na tovornjake ali pa na vlake. Lahko so pa tudi na skladišču tisti kontejnerji, ki smo jih že pripeljali po kopnem in čakajo na ladijski prevoz, da bojo odpotovali stran.